Zadnje čase se mi zdi, da je ena izmed najbolj popularnih tem tega časa, te generacije osebna rast. A imaš ti tudi kakšne pripomočke, a hodiš tja, a se posvetuješ tam, ne? A bereš in tako naprej. Torej se mi zdi, da je pravzaprav v današnjem življenju, poleg tega, da si, ne vem, ustvarjamo kariero, družino, da skrbimo za življenjski stil, ki mora biti zdrav, aktiven, tudi to, da pravzaprav se ukvarjamo s svojo osebnostno rastjo. Kako začeti? Kaj to sploh pomeni? In še več, danes v moji družini Martina. Lepo pozdravljena, Martina. Pozdravljena. Je pa ena stvar, ki se mi zdi, da je zelo popularna postaja, ne? Hkrati pa očitno ima neke rezultate dobre, da pravzaprav ljudje vse bolj se k njej obračajo oziroma se ukvarjajo s tem. Res je. Danes je nešteto delavnic, terapevtov, ne vem česa, ki vsi, mislim, veliko njih se ukvarja z osebnostjo rastjo, z osebno rastjo. Kaj v bistvu je osebna rast? Zame je osebna rast nekaj, ko spoznaš, ko ozavestiš, da pač obstajajo znotraj tebe neki programi, neka prepričanja, ki jih je treba malo updatati, mogoče spremeniti, nadgraditi. Se pravi, to je neka osebnostna rast. Postati na nek način boljši človek, bolj človek, ki se lažje spoprijema z vsakdanjimi stresi, izzivi, ki jih je danes veliko. Se pravi, to je osebnostna rast. Da se ustaviš, zadihaš in rečeš, aha, na tem področju bi mogoče ne gre najboljš. Se pravi, imam nekaj, kar je treba spremeniti, imam neka prepričanja, ki jih je treba spremeniti. Tukaj imam nekaj. In ko to enkrat ozavestiš, takrat ti lahko se lotiš delati na sebi, spreminjati to. Glede na to, da omenjaš kar veliko spremembe oziroma regulacije, določenih morda tudi odzivov ali pa mišljenja in tako naprej, ne, meni pade takoj na pamet, osebna rast je torej nekaj, kar se mi je zgodilo v otroštvu in od takrat naprej pač jaz delujem tako. Ko sem odrasel, pa ugotovim, da mi pravzaprav to delovanje ni več všeč. Je to torej na nek način celjenje, zdravljenje teh dogodkov otroških, torej vzorcev, travm in tako naprej? Je to osebnostna rast? Ja, absolutno je. Zame je osebnostna rast celjenje, da ti nisi več v vlogi žrtve, to se meni dogaja, poglej, kaj se je meni zgodilo, ker se je meni to zgodilo, zdaj pa ne moram to, ker se je meni to zgodilo, sem nesposoben to. Ni izgovor, ker se je meni to zgodilo. Ja, zgodilo se je, marsikaj se je zgodilo, ampak tukaj si zato, da to spremeniš, da nehaš hoditi nazaj in iskati krivce, ti si mi to naredil, ti si mi to naredil, in da greš ven iz te vloge žrtve in prevzameš kontrolo nad vsem, da rečeš, kljub temu, da se mi je to zgodilo, lahko danes naredim drugače, ker te preteklost v bistvu ne definira. Je samo lekcija, ki si jo dobil. Kaj boš naredil z te lekcije, je pa stvar vsakega posameznika. Preden te vprašam, kako, ker vem, da imaš odgovor na to, me zanima po tvojih izkušnjah, kdaj se človek pravzaprav odloči za to. Kdaj je nek mejnik v življenju, ki bi rekla, večina ljudi pa pri teh letih pa začne o tem razmišljati. Ker se mi zdi, da kot najstniki, 20-letniki ravno ne razmišljamo kaj preveč o teh stvarih. Se to verjetno malo kasneje začne dogajati. Pa ne vem, ne bi niti rekla. Meni se zadnje cajte dogaja, da veliko mladih prihaja do tega. Wow. Jaz med 20 in 30 letom vidim, da prihajajo do tega, da morajo nekaj spremeniti, da jih ta življenje, ta anksioznost, ta stres preveč stiska in da morajo narediti neko spremembo. Se mi zdi, da so vedno mlajši ljudje, ki se tega zavedajo. Zraven tega je čas tak, ki nas dobesedno sil v to, sil nas v to, ker drugače enostavno podležeš vsemu temu, kar ti življenje naloži, kar ti okolica naloži. Ne zmoreš in se zavedaš, da moraš postati bolj trden v tem. In mi je všeč, da vedno mlajši. Je to tudi mogoče drugačna generacija? Ja, naprednejša, duhovno naprednejša? Mislim, da ja, kakor mogoče na prvi moment ne zgleda, ampak mislim, da ja, da se bolj tega zavedajo. No, zdaj pa greva na tisto vprašanje, ki sem že prej obljubljala, kako. Torej, katera so tista orodja, s katerimi lahko mi dosežemo hitrejšo ali pa bolj učinkovito, recimo tudi osebnostno rast, ne? Ja,
Se pravi, spet je več teh vidikov. Ne vem, če lahko spet še enkrat ponovim to, da je to holističen pristop, da je več vidikov. Se pravi, uporabaš moč telesa za zdravljenje uma, ne? Se pravi, dihanje, zdrava prehrana, tako kot sem prej omenila, črevesje, to. Psihološki vidik, spreminjanje vzorcev, spreminjanje prepričanj, duhovni vidik, povezovanje z naravo, sprehodi, meditacija. To so stvari, ki so danes skoraj že v bistvu nujne. Mi smo v meditaciji 10 let nazaj še nek voodoo tam v enih jamah v Himalaji gledali. Danes je meditacija nekaj, kar počne že ful veliko ljudi, pa bi bilo fajn, če bi še več ljudi to počeli, ker se ti takrat povežeš s sabo, s svojim notranjim svetom. Takrat še sploh vidiš, kdo sem jaz sploh. Kdo sem sploh jaz? A ne, ker mi se danes zgubljamo vsem tem, kaj moraš biti. Kdo pa si? Ti pa potrebuješ mir. Mi pa rabimo mir. Mi rabimo ta notranji mir. In ena izmed stvari, ki je tudi zelo pomembna na tej poti tvoje spremembe, je v bistvu pisanje nekega dnevnika. Pisanje hvaležnosti, pisanje dnevnika, kakšne spremembe delaš. A ne, ker ti vzameš svinčnik v roko in pišeš, v bistvu je direkt, brez kakršnekoli cenzure, brez kakršnekoli sodbe to, kar gre. Ti včasih kar pišeš. In dosti stvari ne moramo izreči, sploh ljudem, ki so nam zelo blizu, pa so nas recimo kdaj prizadeli. Je pa veliko lažje, da daš to na papir. Pomemben je, da gre ven. Zato je pisanje dnevnika ena fajn stvar, kjer tudi vidiš svoj napredek, kako napreduješ, kako sem odreagirala včeraj, kako lahko danes. Kjeri so tisti triggerji, ki me premaknejo, a ne? Se pravi, vidim, kje sem jaz ranljiva in kje lahko naredim spremembo. In bolj, ko čutimo to hvaležnost, bolj, ko zapišemo to hvaležnost, več tega prihaja v naše življenje. In ta disciplina, ki jo uvedemo s pisanjem, postane samozaupanje. In samozaupanje postane sprememba. In sprememba pol postane transformacija. Wow. No, zdaj, da si nas prepričala s tem dnevnikom osebne rasti, koliko časa pa ne bi mi to pisali? Kako pravzaprav priporočaš, da se to piše, ne vem, vsak dan, zjutraj, zvečer, nekaj napoveš za naprej ali pišeš mogoče potem za nazaj neko refleksijo tistega dneva? Kje začeti pravzaprav? Na začetku. Na začetku. Vsi začetki so pa, kot vemo, težki. Vsaka navada, ki jo hočemo, vsaka rutina, ki jo hočemo uvesti, je na začetku blazno težka. Ampak sčasoma ta težka pot postane lahka. Ne? Zato so te male rutine, ki jih uvedemo v naš vsak dan, toliko zelo pomembne. 5 minut, da se usedeš, da ozavestiš, recimo zvečer, kaj se je meni zgodilo, kako sem jaz reagirala, pa bi lahko drugače. Zakaj sem jaz v tem dnevu hvaležna? To ne rabi biti nekaj velikega, to je lahko, ne vem, veter, ki je zapihal. Sončni žar, ki je bil, roža, ki si jo vinil na tleh. To so hvaležnosti. In ko to začneš ozaveščati, takrat delaš spremembe. In težko je začeti, definitivno. Ampak male spremembe, mali koraki pripeljejo do večjih in dejansko do spremembe. Zato dajmo si narediti eno rutino, ne vem, na začetku manj, da jo bomo lahko lažje sledili. Ne si dajati nekega stresa še tle zraven. Vzam si 5 minut, poveš se sabo, dihi, vzam papir, napiš in naj to postane dnevna rutina. In pa lahko stvari počasi dodajaš in takrat res vidiš, da si naredil spremembo. Torej, z majhnimi koraki, zaupati vase in predvsem si vzeti čas za te stvari in kot je rekla tudi Martina, naj to postane nova rutina. Vsi začetki so težki, ampak vsak dan je lažji in lahkotnejši. Hvala, Martina, za vse te informacije. Vi pa seveda, kot veste, če imate še kakršnokoli vprašanje ali pa vas zanima več, klepetobkavi.si, torej naša spletna stran je pravi naslov, kjer lahko najdete vse informacije, kar vas zanima.